Danes bom pa z vami nekaj delila o otrocih in o balončkih njihovih. Ja, prav ste slišali o balončkih, ampak ne takšnih za igrati, se veste, ko jih napihamo na zrak. Ali pa na heli. Ponavadi to povem tako za bombonček, to informacijo ob koncu, kadar predavamo o energijski komunikaciji, ampak tokrat to delim z vami zaradi tega, ker res hočem, da to zveste vsi oziroma čim več vas. Ko umologija reče besedo balonček, to pomeni, govorimo o energetskem telesu, torej o tistem nevidnem telesu, ki ga mi vsi imamo, ampak ga ne vidimo. Torej balonček, nalašč rečemo in ne uporabimo nobenih drugih besed, ob katere imate vi že vezane določene predstave. Ne aura, ne energijska telesa in podobno. Balonček. Torej, naša najbolj zunanja plast telesa ni ta fizična, ki jo lahko otipamo in vidimo, ampak je nevidna energijska plast, ki seže kar nekje meter do meter in pol krog in krog nas. Tako se seveda sporazumevamo, ampak ne, skozi me zanašal v to smer, ne bom zdaj o tem govorila. Vedno na koncu, ko se malo pohecamo in ko ugotovimo določene značilnosti teh naših energetskih teles in energijske komunikacije, potem vprašam, a veste kaj je posebnost, ki so jo izmerili, ko so merili različnim starostnim skupinam, različnim kategorijam ljudem te naše balončke? Kaj je toliko posebenega pri otrocih ali pa pri odraslih? In vsi rečejo, ker predvidevajo logično seveda, ja, otroci imajo sigurno manjše balončke, ne? Torej, balonček sovpada z velikostjo človeka. Ni res. Otroci imajo daleč največji balonček okrog njih. Torej, ni zaradi tega manjši, ker so oni manjši, lažji, mlajši, ampak je enostavno bistveno večji na njihovo proporcijo telesa kot odrasel balonček. In to se mi zdi taka lepa misel in zelo pomembna informacija, da boste vsi lahko se tega zavedali in razmišljali o tem, kaj vse je dopustno in kaj ne, kako se z otroci ravna, kako se z otroci rokuje, kako se jim približuje, kako se z njimi komunicira, komu vse otroke posojamo naokrog, ali sorodnikom, znancem, neznancem, komu vse dovolimo, da vstopa v njihov prostor in kako. Torej, otroci so tisti, ki imajo daleč najbolj velik, svetel in čist balonček. Dajmo spoštovati tudi otrokov prostor na primeren način.